Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Pred nami je tekma 6. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod med domačimi Podvinci in gostujočo zasedbe Šmarje pri Jelšah. Gosti so letos povsem oziroma bistveno spremenili ekipo in že od samega začetka igrajo zelo dobro, so visoko kotirani na lestvici, sicer sedaj, ko imajo tekmo manj, so padli v spodnji del, a večino časa preživeli v zgornji polovici prvenstvene razpredelnice. Tako bo zanimivo videti, kako dolgo jim bo uspelo vzdrževati ta ritem in nivo nogometa. Podvinci na drugi strani pa letos še niso pokazali vsega, kar znajo, oziroma to je ekipa, katera v fazi napada lahko odigra zelo hitro in kvalitetno doseže veliko število zadetkov, a zaenkrat še jim ni čisto steklo vse po načrtu, tako da bodo danes zagotovo polno motivirani, da dokažejo, da je njihov položaj nižji od dejanske kvalitete ekipe, a s tem jasno se gostje zagotovo ne obremenjujejo, saj si želijo ohraniti mesta med prvimi oziroma v zgornji polovici lestvice. Predstavimo še obe začetni postavi pri domačih v vratih Cajnko, v obrambi z leve proti desni Zamuda, Ramšak, Gojkošek ter Oman, zadnji zvezni nogometaš je Kuserban, pred njim dvojec Svenšek ter Anžel, v napadu pa tekmo začenjajo Zajko, Konsensao ter Orovič, trener domače zasedbe Aleš Čeh, pri gostih po vratih Nik Travnikar, v obrambi z leve proti desni Tim Travnikar, Čater, Gajser ter Kresnik, zadnja zvezna nogometaša sta Jančič ter Kores, pred njima trojec Uršič, Korošec, Kores, v napadu pa tekmo številko 10 pričenja Čakš, trener zasedbe Šmarji pa je Stane Bevc, danes sicer s klopi ekipo vodi pomočnik Miha Žaberl. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna, glavni delilec pravice je Anže Jerič, njegova pomočnika Borut Gerkman in Žan Antolič, delegat tekme pa Vinko Vozlič. Sredine igrišča so žogo krenili gostje, ki danes igrajo ta obračun v svojih rezervnih dresih rumene barve, na drugi strani pa Podvinci v svoji tradicionalni modri barvi. Prvič danes tudi v posesti domača zasedba. Bomo videli v teh uvodnih minutah, kako se bodo tekme lotili tako eni kot drugi. Morda gre pričakovati, da bodo gostje na svoje tiste prave priložnosti čakali preko hitrih protinapadov, domači pa bodo preko organiziranih napadov poizkušali prihajati do priložnosti. Ramšak do Gojkoška. Kuserban, takoj so visoko pritisnili nogometaši Šmarji. Gojkošek mirno proti Ramšaku. Ramšak z visoko podajo napad, iskal je Konsensa, toda prehitra podaja bila to za slednjega. Golaut za vratarja Travnikarja. Ekipi sta do sedaj med seboj odigrali dve tekmi v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Obe preizkušnji so dobili današnji domačini, ki so tudi uspešnejši v gol razliki, seveda povsem logičen podatek 5-2. Nazadnje pa sta se moštvi pomerili v lanski sezoni v 12. krogu, prav tukaj v Podvincih, kjer poteka tudi ta tekma 6. kroga, in se veselili zmage s 3-1. V 20 minutih je v vodstvo popeljal Orovič, na 2-0 je povišal Zajko v 65 minuti. Jančič je nato goste vrnil v igro z zadetkom v 68 minuti, končnih 3-1 pa je v 85 postavil Zajko. Z avta bo metal Zamud oziroma avt za Šmarje. Hitro so domači prišli do posesti, vendar le na koncu igra z roko Kuserbana. Neroden udarec je prejel sedaj v tem dvoboju. Še enkrat več lahko vidimo v počasnem posnetku oziroma to igro z roko in udarec nad domačim nogometašem.
Andraž Kores v posesti. Izbija Orovič, Konsensao, lepo sedaj Konsensao na desni strani, nekaj težav je imel s samim ravnotežjem, na koncu out za Šmarje. Iz avta bo metal Tim Travnikar. Hitro znova žoga pri domačih. Ramšak takoj v zvezdno vrsto, Ramšak znova v posesti. Podaja na levo stran, kjer ima veliko prostora Gojkošek, na kratko proti Kusterbanu. Ta je imel težave pri oddaji žoge, še vedno Kusterban, dobro se je znašel domači vezist in takoj z diagonalno podajo na desno stran. Konsensao. Še vedno Konsensao s poizkusom predložka na mestu obramba gostujoče zasedbe. Tim Travnikar je izbijal v bloku Orovič, na koncu pa žoga znova pri gostujočem vratarju. V uvodnih 5 krogih so domači nogometaši vknjižili 5 točk, se pravi 2 poraza, 1 zmago ter 2 neodločena rezultata. Edino zmago so vknjižili v drugem krogu proti Zrečam 4-0, remizirali proti Posavju z 1-1 ter Šmartnim 2-2, izgubili pa so v tretjem oziroma četrtem krogu proti Bistrici z 0-1 ter v prejšnjem 5. krogu proti Šampionu s 3-1. Na drugi strani pa so gostje Šmarji pri 8 osvojenih točkah, 2 zmagi, 2 remija ter 1 poraz. Edini poraz so doživeli na domačem igrišču v tretjem krogu proti Vidmu z 0-1, premagali Dobrovce 3-2, Korotan pa z 0-1. V obeh primerih, ko so si razdelili točke, pa je bil rezultat 1-1, to je bilo proti Cirkonanam ter Dravinji. Podajo prostor proti Korezu, še vedno Korez v bloku Gojkošek. Prvi udarec iz kota na tem obračunu pripadal bo gostujoči zasedbi. Še enkrat več si lahko pogledamo to prvo obetavno akcijo na tem obračunu. Dobro na koncu v bloku Gojkošek. Teče 7. minuta obračuna, kot že rečeno, prvi udarec iz kota, predložek trikrat proti bližnji vratnici, izbijajo domači, še vedno pa v posesti Šmarje. Gajser z visoko podajo, ki je preletela vse nogometaše v kazenskem prostoru pri žogi Cajnko, ki je na desni strani iskal kapetana Oroviča. Slabo sedaj Kusterban, dobro Korez, še vedno Korez na mestu Ramšak. Oman je iskal Oroviča. Vidimo, da gostje s tem visokim pritiskom povzročajo veliko težav domačim nogometašem, ko leti poizkušajo organizirati svojo akcijo. Tokrat pa prekršek nad Orovičem. Prosti strel je na hitro izvedel Kusterban. Oman. Zbija Jančič. Čakš. Dobro, sedaj Čakš. Mirno vrača proti Gajserju, da takoj spodaja v napad, kjer je Korošec. Korošec je iskal Čakša, manjši nesporazum med tema dvema nogometašema. Cajnko na kratko na levo stran, kjer je Gojkošek, ta do Svenška. Ramšak.
Srban proti Zajku. Zajko mirno vrača do zamude, ta pa vse nazaj do vratarja Cajnka. V bloku Čakš, znova so gostje uspešno obranili in prišli do žoge. Travnikar je iskal Čakša, nesporazum. Srban takoj diagonalno podajo na levo stran, lepo je sedaj našel Zajka, toda slabši sprejem domačega nogometaša. Zamuda takoj s prenosom na desno, ker je Orovič. Orovič je sprejel žogo. Še vedno Orovič je iskal Konsensa, podaja nekoliko za hrbet temu nogometašu. Korošec proti Kresniku, ta lepo do Koreza, Korez je iskal Korošca. Še vedno Korošec. Korošec lepo na levo stran, kjer je Uršič. Uršič je poizkusil strelom. Pametno je sedaj Kresnik žogo prepustil out, tako je le tega hitro izvedel, našel Koreza. Znova Kresnik, Korošec, uspešnejši tokrat Srban. Pravočasno je zamuda uspel zadržati žogo v igrišču. Srban ponudil se je Konsensao, Zajko. Orovič je na desni strani iskal Omana. Izbija Travnikara, bo pripadel Podvincem. Iz avta bo metal Oman. Oman je lepo našel Srbana, ta proti Konsensao. Podajo prostor brez kakršnekoli nevarne situacije pred gostujočimi vrati. V taboru domačih sedaj zahtevajo udarec iz kota. Glavni sodnik se s to realizacijo oziroma s to signalizacijo ne strinja. Gol out na koncu za vratarja Travnikarja. Zbija Ramšak, vmešal se je Gajšek. Jančič je iskal Čakša, na mesto znova Ramšak, vrača proti Cajnku, ta na kratko do Srbana. Težave s sprejemom, na koncu vendarle srečno za domače. Jančič, lepo sedaj Jančič, še vedno v samostojni akciji Jančič. Obetaven napad gostov. Jančič je na desni strani dobro videl odkritega Koreza, na koncu pa previsoka podaja za slednjega. Srečno se je sedaj vse skupaj razpletlo za domače. Še enkrat si lahko ogledamo to akcijo. Šmarji, lepo je Jančič prodrl po levi strani, na to pa nekoliko nenatančen pri oddaji žoge. Svenšek znova vrača proti Gojkošku. Ta do Ramšaka. Anžel, znova Ramšak. Veliko podaj si v taboru Podvincev izmenjajo že v tej obrambni tretjini. Podajo zvezdno vrsto, kjer je Zajko, iskal je Konsensao, vmešal se je Korez. Še vedno Korez, pravočasno pa v obrambi Svenšek. Iz avta Kresnik, takoj v napad proti Korezu. Žoga v igrišču uspešno zadržal Gojkošek, dobro se je znašel domači centralni branilec, vendarle Šmarje takoj znova do posesti.
Korošec, še vedno Korošec, zamuda in Zajko pazita nanj, dobro Zajko. Kores vrača vse nazaj do Gajška, Konsensao je pritisnil nanj, še vedno Gajšek. Kajser. Prosti strel bo izvedel Kores. Kores s predložkom pred vrata, pravočasno izvrat Cajnko, tako je na desno stran, kjer ima veliko prostora Orovič. Še vedno Orovič. Mirno vrača proti Omanu. Kuserban. Domači zaenkrat na počasen način organizirajo svoje napade, nogometaši Šmarij se vedno znova pravočasno vračajo v obrambo. Gojkošek na pamet in znova hitro zapravljena žoga domačih, povsem brez ideje so Podvinci v teh 15 minutah. Golout bo izvedel vratar Nejc Travnikar. Podaja proti Čakšu. Žoga je preletela tako Kuserbana kot Čakša. Še vedno Čakš, tokrat nekoliko uspešnejši domači nogometaši. Cajnko. Mirno se je žogo ostavil Cajnko na desni strani. Iskal Oroviča, out za domače. Prehitro znova in nenatančno strani Podvincev. Out bo pripadel za Šmarje. Travnikar znova proti Čakšu. Tudi gostje so sedaj zapravili žogo v zelo hitrem postopku. Kuserban proti Konsensao. Še vedno Konsensao je krenil v samostojni akciji. Konsensao brez nevarnosti za Travnikarja. Še enkrat več lahko vidimo to samostojno akcijo Konsensao in na koncu slab udarec proti gostujočim vratom. Oman višji od Čakša, Orovič. Orovič je lepo videl Zajka, še vedno Zajko. Zajko v samostojni akciji. Zajko je pred vrati iskal Konsensao, na koncu pa dobro v obrambi Čater. Kot sedaj tudi za domače nogometaše, prvi na obračunu. Izvajalec pa bo številko 10 Zajko. Na kratko proti Konsensao, ta s povratno podajo do Zajka, nenatančen. Zajko še enkrat, oziroma tokrat z visoko podajo v kazenski prostor, brez prave nevarnosti za Travnikarja. Ta na hitro na levo stran, kjer je dobro žogo sprejel Uršič. Še vedno Uršič. Prekršek je na koncu storil Oman. Oziroma preoster tokrat Anžel. Nevaren poizkus Travnikarja, ki je dobro videl, da Cajnko stoji nekoliko iz vrat, ga poizkusil presenetiti. Prvi strel v okvir vrat, zelo lep, natančen poizkus je bil to Travnikarja. Iz kota Jančič.
tokrat proti oddaljenejši vratnici, znova nekoliko previsoka podaja. Uršič vmešal se Kuserban, Korez mirno vrača proti Kresniku. Ta je iskal Travnikarja, v prepovedanem položaju pa se je znašel levi bočni nogometaš Šmarji. Domači na kratko v posesti Kuserban. Ta do Gojkoška. Napad se je po levi strani vključil Zamuda, mirno Kresnik, vendarle out za Podvince. Dobro je iz auta proti Oroviću, Orović strelja mimo gola. Zelo dobro je sedaj out izvedel Zamuda, Orović se je znašel v priložnosti, a nenatančno sprožil na vrata Nejca Travnikarja. Še enkrat smo lahko videli to res dobro izvedbo auta in nenatančen poizkus na koncu kapetana Orovića. Tudi prva prava akcija domačih, bi lahko rekli. Konsensao. Izbija Čater. Najvišji Ramšak. Prekršek nad Uršičem. Prosti strel bo za goste znova izvedel Jančič. Jančič lepo prostor proti Čakšu, slednji pa v prepovedanem položaju. Šlo je za uigrano kombinacijo gostov, a tokrat je bil Čakš nekoliko nepazljiv. Znova hitro do žoge Šmarje. Zamuda najvišji. Vmešal se Kresnik, še vedno Kresnik, Kuserban v bloku, Jančič. Jančič na levo stran proti Uršiču, ta je samo podaljšal do Travnikarja. Travnikar s previsoka podaja za vse nogometaše v kazenskem prostoru, na koncu gola od za Cajnka. Proti Zajku, ta neuspešen pri sprejemu žoge, zelo težka podaja je bila to, krenil je Korez, znova na mestu Kuserban, Zajko, še vedno Zajko, na desno stran proti kapetanu Oroviću, še vedno Orović, Orović lepo v samostojni akciji. Robu kazenskega prostora je našel Zajka, toda slednji je sprožil visoko čez vrata Nejca Travnikarja, ostaja 0:0. Lepa akcija je bila to domače ekipe, Orović je dobro videl osamljenega Zajka, ta pa nenatančen pri zaključku. Kresnik Konsensao pritiska na zadnjo vrsto gostov. Gojkošek najvišji. Korez proti Čakšu, ta je lepo iskal na levi strani Uršiča. Veliko prostora ima sedaj Anžel. Znova proti Oroviću. S povratno podajo proti Anželu, ta je iskal Konsensao, od slednjega uspešnejši Gajšek. Lepo sedaj Uršič, še vedno Uršič v posesti proti Čakšu. Mirno Čakš. Brez prekrška nad Čakšem. Pomoč sedaj potrebuje napadalec gostov Čakš.
Še enkrat lahko v počasnem posnetku vidimo to situacijo. Tukaj je nekoliko nesrečno Ramšak zadev Čakša. Letos v tej sezoni je vsaj zaenkrat najboljši strelec z 8 zadetki Peter Kogelnik z Dravograda, medtem se tekma že nadaljuje, mirno je sedaj Kresnik žogo spustil do Nejca Travnikarja. 7 sledi Žan Ramšak z Dravinje, 6 pa jih je dosegel Murat Bajraj iz Bistrice. Kuserban, lepo so sedaj to odigrali domači. Anžel takoj na desno stran, kjer je Orovič. Še vedno Orovič. Orovič pravočasno v obrambi v bloku tim Travnikar. Na koncu pa udarec iz kota za domače. Tretji na tem obračunu. Iz desne strani sedaj izvajalec kapetan Orovič. Orovič, nobenega izmed domačih nogometašev ni bilo na tem položaju, na koncu pa strel z velike razdalje Anžela brez nevarnosti znova za gostujočega vratarja. Gajšek mirno vrača Travnikarju. Ta je spodal iskal Korošca, umešal se je Kuserban, Zajko je visoko pritisnil na Gajška. Brez prekrška, vendarle gol out za Šmarje. V skoku najvišji Svenšek, zamuda. Zajko tokrat v nesporazumu, Korez lepo proti Kresniku, še vedno Kresniku posesti. Slabša podaja bila to Kresnika proti Travnikarju, ta je dobro vse skupaj razčistil, medtem pa prekršek domačih, preoster je bil Anžel. Pri domačih pa v tej sezoni največ zadetkov v teh prvih 5 krogih dosegel Jan Ziko Zajko, po 2 je dodal Mark Žvikart, enega še Jernej Orovič, skupno so domači dosegli 7 zadetkov. Na drugi strani pri gostih pa Miha Korošec ter Valentin Fišer z 2 zadetkoma, najboljša strelca ekipe, po enega sta dodala tim Travnikar ter Val Miha Tornšek. Skupno pa so goste dosegli zaenkrat seveda 6 zadetkov. Jančič lepo s prenosom na levo stran proti Uršiču. Dol hiter Ramšak. Čakš mirno proti Jančiču. Jančič z velike razdalje, brez prave nevarnosti za Cajnka. Še enkrat več lahko vidimo ta poizkus z velike razdalje. In na koncu znova brez nevarnosti za domačega vratarja. Ramšak do Gojkoška. Na levo stran, kjer je zamuda. Zajko, lepo sedaj Zajko. V zvezdno vrsto, kjer je imel veliko prostora Anžel, a na koncu se je vezi z domačih nekoliko zapletel. Orovič, še vedno Orovič v posesti. Orovič vrača do Kuserbana. Ta je znova lepo našel Oroviča, atraktiven poizkus domačega kapetana. Oman proti Zajku, ta
s pavškaricami bi lahko rekli, na koncu brez nevarnosti za Nejca Travnikarja. Lep, atraktiven poizkus je bil to najboljšega strelca domače ekipe. Najvišji čak še znova. Ramšak in Oman, lepo sta sedaj to odigrala domača branilca. Ramšak vrača proti Cajnku, ta je našel Omana. Orovič na nje pritisnil Jančič, dobra obrambna reakcija kapetana Šmarji. Anžel do Ramšaka, znova Gojkošek, še vedno Gojkošek, vrača Ramšaku. Oman, Kuserban, znova proti Omanu, oziroma omešal se Konsensao, še vedno Konsensao v samostojni akciji. Anžel na desni strani, Oman s predložkom pred vrata izbija Kresnik. Izjemno so sedaj vse skupaj odigrali Podvinci in prišli do četrtega kota na obračunu. Hitra izvedba, zamuda. Izbija Kores, Zajko. Vrača Svenšek, Kuserban. Spodaj v prostor na levo stran, kjer je zamuda. Dol hiter zamuda, vendarle nenatančen pri podaji žoge v kazenski prostor, kjer so na podajo čakali Konsensao, Zajko ter Orovič. Tokrat nekoliko nespreten Kresnik po dobri podaji Travnikarja. Iz avta zamuda, vrača proti Ramšaku. Kuserban mirno do Gojkoška. Ramšak ima sedaj nekaj prostora na desni strani. Orovič proti Anželu, ta vrača Oroviču. Domači v teh minutah so podjetnejši oziroma so na nek način dvignili ritem igre in s tem si uspešno priigravajo te manjše priložnosti. Konsensao, še vedno Konsensao. Nesporazum med Orovičem ter Konsensaom, sedaj pa ima Korošec poskus proti napada gostov. Prehiter podaja si je dal Korošec v tej situaciji in so Podvinci znova zelo hitro prišli do žoge. Ramšak na kratko proti Anželu. Znova Anžel, Gojkošek, Zajko vrača proti Ramšaku. Ta desna stran, kjer je Kuserban. Kuserban je iskal Oroviča. Tokrat so gostje dobro odreagirali v fazi branjenja. Jančič s prenosom na desno stran, iskal je Koreza, podaja za hrbet slednjemu, iz avta zamuda. Zajko, še vedno Zajko v posesti. Zajko vrača do Ramšaka. Kuserban je znova iskal Oroviča, prehitra podaja je bila to za domačega kapetana. V včerajšnjem tribinu je bilo odigranih 6 preostalih obračunov, od tega 6. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, medtem pa napaka Kresnika, out za domače v napadalni tretjini, če lahko tako rečem, znova zamuda, tokrat proti Oroviču. Vse skupaj so razrešili gostje.
Kot že rečeno, v včerajšnjem terminu je bilo odigranih 6 tekem tega 6. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Videli smo morda dve manjši presenečenji. Šmartno je na svojem igrišču prišlo do točke proti vodilni ekipi Lige Bistrici z 2-2, a še vedno Bistričani imajo prednost 3 točk in so na prvem mestu. V oči še bode mogoče tudi rezultati iz Prevalj, kjer je Korotan s 3-2 ognal Cirkulane. Heroj obračuna pa Klemen Ofič, ki je dosegel hat-trick. Nogometaši Korotana so tako z 2 zmagama v 2 zadnjih krogih prišli na 7. mesto. Nogometaši Posavja Krško pa so na gostovanju v Zrečah premagali domače z 1-2 in tako vknjižili prvo premierno zmago v 3. ligaški konkurenci in s tem prišli do svoje 4. točke ter tako premagali, bi lahko rekli, kar direktnega tekmeca v boju za obstanek v 3. ligaški konkurenci. Dravograjčani pa so se znesli nad šampionom, zmagali 6-2. Blesteve Kogelnik je dosegel kar 4 zadetke. Morda smo na tem obračunu pričakovali nekoliko bolj izenačen dvoboj, saj gre za dve ekipi, ki sta v zgornjem delu prvenstvene lestvice, a Dravograjčani so na nek način pokazali svojo moč pred domačimi navijači. Dravinja je pričakovano s 3-0 ugnala Dobrovce in tako ostaja najbližji zasledovalec Bistrici. Dobrovce pa zaenkrat v tej sezoni še ne poznajo slasti zmage. Videmčani pa so na nek način pričeli z boljšim igranjem in so začeli redno zmagovati in nabirati točke. Tokrat so premagali Zavrč z 0-3 in prišli kar na 4. mesto z 10 točkami. 6 zaostajajo za vodilno Bistrico, 3 pa za Dravinjo ter Dravogradom. V počasnem posnetku sedaj lahko vidimo prekršek nad Korošcem. Prosti strel bo za Žmarje izvedel Čater. Čater s podajo na desno stran, kjer se je odkrival Kores. Vendarle previsoka podaja je bila to za slednjega in no goal out za Cajnka. Rezultat še vedno začetnih 0-0. Obe ekipi sta imeli po eno lepo priložnost, bi lahko rekli, a zaenkrat večinoma ta obračun poteka v zvezni vrsti. Pri žogi so nekoliko več domači nogometaši, a gostje se dobro organizirano branijo. Zajko in Kresnik. Zajko oziroma Kresnik tokrat uspešnejši. Korošec izbija Zajko. Iz avta Kresnik proti Korezu. Še vedno posesti Korez. Izbija vse skupaj oziroma dobro je sedaj Svenšek nastreljal Koreza. Zajko na levo stran na kratko proti Zamudi, znova Zajko. Ramšak ponudi vse Kusterban, ta s povratno podaja proti Ramšaku, nekoliko težka je bila to podaja domačega vezista, dobro je vse skupaj razrešil Ramšak. Orovič, lepo se je znašel Orovič, iskal v kazenskem prostoru Konsensa, vendarle na koncu žoga za gostujočo zasedbo. V prepovedanem položaju je bil Orovič. Travnikar, dobro je sedaj žogo ustavil Uršič, prepušča proti Jančiču.
Jančič spodaja prostor proti Čakšu, še vedno Čakš. Čakš je nastreljal Ramšaka in priboril kot svoji ekipi. To je bila akcija gostov, ki je obetala nekoliko več, vse skupaj pa je na koncu ustavil Čakš. Kot bo znova izvedel kapetan Jančič. Bomo videli, ali lahko gosti nekoliko nevarne zapretijo iz tega standardnega položaja proti bližnji vratnici, izbijajo domači nogometaši. Znova Jančič, še enkrat več v bloku Kuserban, Konsensao pritiska na Gajška. Zajko najvišji v skoku. Prednost spušča glavni sodnik, Konsensao spodaja na levo stran, kjer ima veliko prostora Orovič. V napad se je vključil tudi Zamuda, še vedno Orovič. Nespretno na koncu Svenšek, sedaj pa priložnost za protinapad Šmari na mestu Ramšak. Orovič, še vedno posesti Orovič. Ramšak. Žoga ostaja v igrišču, pametno sedaj Zamuda. Vrača do Gojkoška. Znova posesti Gojkošek. Lepo je našel Oroviča. Orovič in Kresnik v dvoboju, Orovič v prodoru, Konsensao povratna podaja proti Oroviču. Ta je še enkrat več želel zaposliti Konsensao, manjši nesporazum. Žoga je na koncu zapustila igrišče, avto bo pripadel Podvincem. Orovič takoj proti Konsensao, še vedno Konsensao. Konsensao v samostojni akciji. Konsensao, vmešal se Jančič, Kuserban na levo stran, kjer je Orovič. Orovič proti drugi vratnici, kjer se je odkrival Zajko. Izbil je Travnikar, še vedno Zajko. Zajko je krenil kot za domače. Četrti v tem prvem polčasu, teče pa 41. minuta, rezultat pa še vedno začetnih 0-0. Izvajalec bo številko 10 Zajko. Zbija Kores, vse skupaj je dokončno razčistil Jančič. Vendarle znova v posesti Podvinci. Svenšek je iskal Zajka. Anžel mirno vrača proti Kuserbanu, ta na kratko do Svenška. Gojkošek. Svenšek mirno na desna stran, kjer je Ramšak. Orovič je z atraktivnim poizkusom iskal Zamudo, še vedno Orovič, krenil je kapetan Orovič. Orovič v samostojni akciji, izbil je Čater. Svenšek na desna stran, kjer je Oman. Zajko. Zajko je iskal Oroviča, pravočasno izvrat Travnikar, veliko prostora ima sedaj Kores, še vedno Kores pri žogi. Kores na desna stran, kjer je Kresnik. Še vedno Kresnik, iskal je Korošca, vmešal se je Zamuda. Kores športno žogo pošilja z igrišča, obležal je Zamuda. Slednji se je hitro vstal in bo, kot vse kaže, lahko brez večjih težav nadaljeval z obračunom. Zamuda
športno žogo vrača gostom. Čater na levo stran, kjer je Travnikar. Uršič proti Korošcu. Dobro se je znašel Korošec, vendar le še enkrat več na mestu Ramšak. Dvojna podaja Ramšaka in Omana. Izbija Čater kot oziroma out na koncu za Podvince. Anžel znova vrača Ramšaku. Cajnko. Znova posesti Ramšak, res večino se vsi napadi domačih pričenjajo pri Ramšaku in Gojkošku. Zamuda znova vrača proti vratarju Cajnku. Manjše težave za Ramšaka. Zajko proti Konsensau, ta pa ni uspel sprejeti te podaje. Brez prekrška nad Korezom. Konsensau je krenil, Konsensau v preigravanju. Še vedno Konsensau, na koncu prekršek slednjega. Obležal je med tem gostujoči nogometaš. V počasnem posnetku lahko vidimo še enkrat to situacijo, ko se je Korez zaletel v domačega branilca. Nato pa je Konsensau zapravil žogo in priložnost za hiter protinapad je splavala po vodi. Teče podaljšek tega prvega polčasa, medtem nekaj zmede sedaj na igrišču. Konsensau je žogo vrnil vratarju Travnikarju, a vendarle gre za prosti strel za Šmarje. Tako eni kot drugi, kot vse kaže, že komaj čakajo konec tega prvega polčasa. Izvajalec prostega strela pa Čater. Čater proti Čakšu. Višji Ramšak, vendarle do žoge gost je Korošec, še vedno Korošec v posesti. Korošec je sprožil mimo vrat, brez večje nevarnosti za vratarja Cajnka. Glavni sodnik je medtem odpiskal konec prvega polčasa. Ekipi na odmor odhajata začetnih 0-0, tako eni kot drugi so imeli nekaj dobrih situacij. Pogledamo pa si lahko še ta najnevarnejši oziroma najlepši poizkus strani Travnikarja, ki je svoje polovice dobro presenetil vratarja Cajnka, ki je na koncu z zadnjimi močmi preprečil zadetek. Z moje strani je bilo to za ta prvi polčas vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do drugega dela.